Skratka, omejila sem se samo na tiste določbe, za katere smatram, da so nujno potrebne, da jih Državni zbor z novelo zakona uredi. To pa gre za naslednje zadeve. Gre za bolj jasno formulirano možnost, da se odvetnik zaposli pri drugem odvetniku ali v odvetniški družbi. Na to gre za določbo, da bo odvetnik prosto odločil, ali prevzame zastopanje konkretne stranke in ali se bo uvrstil na seznam odvetnikov, ki zastopajo stranke po uradni dolžnosti. Prav tako predlagam, da se spremeni in individualizira obveznost zavarovanja odvetnikov za poklicno odgovornost, precizira naj se način pridobivanja osebnih podatkov, tistih osebnih podatkov, ki jih posedujejo državni organi, in pa predlagam, da se uvede možnost, da se odvetniška družba, ki je pravna oseba, lahko ustanovi tudi kot družba z omejeno odgovornostjo. To so tiste bistvene sestavine mojega predloga zakona o spremembe zakona o odvetništvu. Če želi morda kdo še kakšno vprašanje zastaviti, sem seveda na voljo. Če se računate, da bodo poslanci podprli vaš predlog? Torej, jaz seveda računam, da bodo poslanci podprli moj predlog. Moram reči, da vse te določbe, ki jih predlagam v spremembo, so na nek način tudi usklajene med Odvetniško zbornico in Ministrstvom za pravosodje. Seveda pa se ne dotikam tistih nameravanih sprememb, ki jih ima minister za pravosodje na zalogi, ki so po mojem mnenju v nasprotju z temeljnimi načeli položaja odvetništva v naši državi kot neodvisne in samostojne službe, in pa seveda smatram, da glede disciplinskih postopkov in oblikovanja disciplinskih komisij je sedanja ureditev veliko boljša, kot jo predlaga minister Šturm, in v bistvu on s svojimi predlogi, s takimi, kot so bili na vpogled doslej, ne vem, kaj bo vlada dejansko danes sprejela, v bistvu znižuje ustreznost javnega vplivanja v teh postopkih disciplinskih in oblikovanja disciplinskih komisij.